Gradnja nove bolnišnice pri Splošni bolnišnici Celje teče po načrtih. Od sobote v Celjskem mestnem parku mogoč tek na smučeh. Ob pešpoti v mestni četrti Slavko Šlander bodo namestili novo ograjo. Slovenci evropsko prvenstvo na Madžarskem začeli zmago proti Severni Makedoniji. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Gradnja nove bolnišnične stavbe pri Splošni bolnišnici Celje teče po načrtih. Kljub epidemiji so se dela pri delni etapi 1, ki zajema izgradnjo stavbe in ureditev dnevne bolnišnice, v zadnjih 2 letih odvijala skoraj brez zamude. Gradnjo 4 dodatnih nadstropij nad obstoječim urgentnim centrom pa bi lahko zaključili že letos poleti. Pravkar smo dogovorili termine prevzema te delne etape 1. To lahko z veseljem povem. Ta datum je 1. julij. Takrat bo novogradnja, ta delna etapa 1 seveda je že zgrajena. Kot vidite, so okna vgrajena, delamo na zunanjem ovoju in pa finalizaciji gradbenih del. Pričenja se tudi opremljanje pritličja, to je ta delna etapa 1, tam bo dnevna bolnišnica in pa anesteziološka dejavnost že opremljena. To pomeni, da dobra 2 meseca zamude samo od tistega začetnega projekta, kot smo ga načrtovali leta 2019. Tako da mislim, da smo res v tem epidemičnem času naredili, kar se gradnje tiče, maksimalno, končali v roku energetsko sanacijo. Ta del novogradnje pa poteka po načrtih. Če bo dnevna bolnišnica začela z delom ob zaključku gradnje, bo potrebno naselitev ostalih oddelkov, ki se zdaj nahajajo v starih stavbah bolnišnice, še počakati. Se že finalizirajo načrti za opremo 2. in 3. nadstropja, tako da bo ta konstrukcija pripravljena, upam, da nekje tudi do tega roka, ko bo ministrstvo tudi, verjamemo, izdalo nov sklep za opremo 2. in 3. nadstropja novogradnje. Pričakujemo v višini 13 do 15 milijonov in to pomeni, da bi se potem verjetno tam do konca leta 2023 ali pa polovice leta 2023 lahko preselila kardiologija ORL v nove prostore. Ob koncu bodo napolnili še 1. in 4. nadstropje, takrat pa bo v celoti zaključena tudi etapa 1. Po ocenah bi se to lahko zgodilo v prihodnjih 2 ali 3 letih. Ta etapa 1 se konča šele, ko se naredita etapa 2, 3 in 4 in potem se na koncu preselita še pediatrija in ginekologija v 1. in 4. nadstropje. In takrat bo šele zaključena v bistvu etapa 1. Do takrat je še kar nekaj korakov. Delna etapa 1 bo stala 24 milijonov evrov, celotna novogradnja, ki bo torej potekala v 4 fazah, pa je bila ob začetku gradnje ocenjena na 117 milijonov evrov. Kot smo v naših oddajah že poročali, v Celjskem mestnem parku pripravljajo progo za tek na smučeh. Nizke temperature v minulih dneh so omogočile izdelavo dovolj umetnega snega za ureditev 400 metrov proge. To bodo rekreativni smučarji lahko začeli uporabljati že jutri. Izkupa snega, ki smo ga lahko v mestnem parku opazovali v minulih dneh, otroci pa so ga v popoldanskih urah uporabljali kot sankališče, je danes že urejena trasa nove proge za tek na smučeh. Ker je narava v minulih dneh postregla s precej nizkimi temperaturami, so uspeli narediti toliko snega, da bo proga že v začetku dolga 400 metrov. Tek na smučeh je zadnje čase zelo modern šport tudi glede naših uspehov, ki jih dosegajo naši tekači in biatlonci, in se seveda ta zadeva tudi stopnjuje na drugih ravneh in vsi, kateri nimajo drugega smučanja, grejo na tekaške smuči in si dajo tu užitka na snegu. Pridobili smo neko možnost dodatne rekreacije v mestni občini Celje, kar bi naš cilj, kajti zim ni več. Moramo jo nekako sami pripeljati, da otroci in tisti, ki so snega željni, lahko popolnoma enostavno prihajajo in tudi se rekreirajo, in izbrali smo mestni park. To je smučanje v naravi, na lastno odgovornost. Za ureditev proge, ki jo bodo morda v ugodnih vremenskih pogojih še razširili, je podjetje ZPO kupilo tudi novo opremo za pripravo tehničnega oziroma umetnega snega.
V tem trenutku, ko še niso vsi računi prišli, je vrednost investicije okoli 86 000 evrov. Ta oprema zajema 2 topova, Super Snow, zelo kvalitetni novi snežni topovi, hladilnico vode in tudi visokotlačno črpalko z primernimi komunalnimi priključki, to se reče voda in elektrika. Istočasno imamo tudi nadzorno kamero in tudi del osvetljevanja tega našega, novega proizvodnega obrata. Proga bo odprta od jutri dalje, upajo pa, da jo bodo lahko ohranili vsaj do marca. Mi bomo sneg ob vseh možnih nadaljnih možnostih tudi pripravljali in če bo možno tudi progo podaljševali. Upam, da bojo Celjani, vsi mi, občani Celja, razumeli, da je to za nas narejeno in da ne bomo namenoma uničevali to progo, namenoma hodili preko nje, ampak da si bomo drugemu omogočili, da jo lahko uporabljajo tisti, ki jo želijo. Kajti park je dovolj velik za vse namene. Probajmo mi smo se odločili, da letos probamo z tem objektom. Jaz upam, da bomo mi potem drugo leto morda še kaj dodelali. To je naš cilj. Sedaj pa v bistvu želim vsem, da pričnejo uporabljati to progo in da uživajo v tem. Ob otroškem igrišču v parku bodo zdaj uredili še sankališče. V objektu teniškega kluba pa bo na razpolago tudi najem opreme za tek na smučeh. Rad bi povedal, da smo v sodelovanju zavarovalnice Save, Rossi Sporta in teniškim klubom Celje zagotovili tudi, zavarovalnica Sava nam je donirala v tem trenutku 6 smučarskih kompletov, obljubljeno imamo še več, ukolikor bo ta stvar zaživela v Celju in se jim res na tem mestu tudi zahvaljujem. Samo operativna izvedba bo pa preko teniškega kluba ob drsališču, kjer se bo brezplačno lahko tudi najemala oprema. Tako kot najem opreme pa bo brezplačna tudi uporaba proge. Mestna občina Celje bo ob pešpoti na odseku od Čopove ulice do Plave lagune v mestni četrti Slavko Šlander 650 metrov dotrajane žične ograje nadomestila s panelno ograjo ter na ta način pešcem in kolesarjem zagotovila večjo varnost. Dela izvajajo zaposleni javnega podjetja Zelenice, trajala pa bodo približno 3 tedne. Sočasno s postavitvijo nove ograje bodo očistili brežino, posekali zaraščeno rastlinje in na ograjo namestili 3 novih vrat. Prva vrata bodo pri parkirišču pri Čopovi ulici, druga pri podhodu za pešce v Plavi laguni, tretja pa pri podhodu za pešce pri drugi osnovni šoli Celje. Vrednost naložbe je ocenjena na okoli 35 000 evrov. Še k športu. Slovenska moška rokometna reprezentanca je nastop na Evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem začela z zmago proti Severni Makedoniji. Varovanci Ljubomirja Vranješa so v Debrecenu slavili 27-25. Uvodni nastop slovenske izbrane vrste je ocenil nekdanji slovenski selektor Tone Tiselj, ki je Slovenijo leta 2004 na domačem prvenstvu popeljal do srebrne medalje. Dejansko je prva tekma vedno težka, negotova. Dejstvo pa je, da če realno ocenimo, makedonska reprezentanca še nikoli ni imela slabši igralski kader, kot ga je imela tokrat, plus da so manjkali nekateri igralci in 2 točki smo vpisali. Igra je bila pa v vseh reprezentanc, ki sem jih včeraj gledal v uvodnem delu, zelo neprepoznavna. Se pravi, v naši igri se ni videl nič novega, nič tistega, kar je bilo napovedano. Če bi gledal kvaliteto igre, mislim, da so Makedonci igrali bolj kvalitetno kot mi, ampak s slabšimi posamezniki. Vse reprezentance, ki sem jih gledal, so igrale hitrejše kot naša reprezentanca, tako da 2 točki smo vknjižili. Jaz upam, da bojo fantje stopnjevali formo in da bojo mogoče pokazali, da so mogoče nekaj skrivali. Upam, sicer ne verjamem, ampak upam, kvalitete igre je bila precej na nizkem nivoju, ni bilo nobenega napredka. V naši igri se ne vidi repa in glave, kako so razdeljene vloge. Tu je še zmeraj zelo veliko vprašanj, ki ga jaz ne razumem. Pa tudi pred time-outu sem videl, da verjetno zaupanje v selektorja ni več tako, kot je bilo na prvem evropskem prvenstvu. Tako da mislim, da ima reprezentanca kar veliko težav
Na zadnjem evropskem prvenstvu, kjer smo bili četrti, je bilo najboljše desno krilo naš igralec Janc. Nikakor ta v reprezentanci ne dobi svoje priložnosti, zmeraj prihaja nekje iz ozadja. Mislim, da bi mogel biti on prvo naše desno krilo, da bi mogel imeti veliko večjo minutažo, tudi zaradi tega, ker v Barceloni, kjer on igra, si pač minutažo deli z soigralcem iz ekipe. On pa je igralec, ki lahko igra po 60 minut, ki lahko igra v obrambi, tako je edini, ki zna kvalitetno igrati na prvem obrambi, lahko igra tudi drugega obrambi. Mislim, da je tam sigurno kvalitetnejši na dvojki kot pa Dolenc, ki lahko potegne kontro, ki lahko potegne hitri center in njega se že, rekel, do evropskega prvenstva se ga špara. Mislim, da je to en velik problem. Tudi ne ve se, kdo je vodja naše igre, tu smo jih že zamenjali od Bombača, Zarabca, zdaj bi naj bil to Skobe. Potem selektor je izjavil za našega Koderina, da je to odličen fant, da igra super obrambo, da je zelo vesel, da lahko igra na poziciji številka 2 obrambi, vendar on te pozicije ni zaigral nič, razen kadar ni bilo obrambe. Hočemo igrati hitreje, pa nimamo v obrambi Skobeta, se pravi ga največjega kreativca, ali pa Makuca, ampak igra tam skozi, bom rekel, Henigman in pol igra Koderin prvega in mi nimamo v tranziciji igralca, ki bi znal podati kvalitetno dolgo žogo, ki bi znal razviti proti napad, tako da smo pol kontri Mackovšek, Henigman in pa Dolenec. In naša igra je od vseh reprezentant, kar sem gledal, v bistvu najpočasnejša, skozi pa govorimo, da bi radi igrali hitro. In tudi samo vzdušje, zdaj, če govorimo o energiji, mogoče to celo dobro, da so pač naši to tekmo rutinirano odigrali, ampak energija, ki sem jo videl tudi pri Makedoncih, pa Hrvatih, pa Francozih, pa Špancih, pa Čehih, po končni fazi domačinov je veliko večje, kot pa na naši klopi. Dejstvo je, tega se moramo zavedati, mislim, da so to na zvezi tudi ugotovili. Ljubo Vranješ pač ni Srb s švedskim potnim listom, ampak je Šved srpskih korenin in on razmišlja in deluje kot Šved. In taka mentaliteta za naše igralce, vprašanje, če je dobra, kar smo napovedali že takoj, ko je prišel. Mi pač rabimo palico in korenček, on pač deluje, kot da ima pred sabo Švede in to zna biti kar velik problem. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v mraziščih Notranjske do -10, ob morju ter ponekod na Vipavskem pa malo nad ničlo. Najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem do 14 stopinj. V nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali tudi nizka oblačnost, ki se bo lahko popoldne pojavila še ob morju. V ponedeljek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo ponekod po nižinah megleno. Predvsem pa torej napovedujemo sončen vikend. Lepo se imejte in bodite z nami tudi v novem tednu. Se vidimo v ponedeljek. Nasvidenje.